Gospod Marjan Prešern, direktor Gradbenega inštituta ZRMK, gospa Ana Strunar-Bregar, izvršna direktorica Zavoda CER, gospod Marko Lukič, direktor podjetja Lumar, član sveta Zavoda CER, gospa izredna profesorica Marjana Šijan-Zavrl, vodja centra ZRMK in pa gospod magister Marjan Velej, vodja projekta pisarne Kompetenčni center Innovatis. Spoštovane gospe in gospodje, danes bomo na nacionalnem strokovnem posvetu Stavbe in zeleni dogovor razpravljali o izzivih in trendih sodobne trajnostne gradnje. Spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi je najpomembnejša naloga naše in tudi bodočih generacij. Z Evropskim zelenim dogovorom želi Evropska unija in hkrati Republika Slovenija vzpostaviti trajnostno evropsko gospodarstvo, ki do leta 2050 ne bo več ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov. Dogovor predvideva učinkovitejšo rabo virov, zaustavitev podnebnih sprememb in zmanjšanje onesnaževanja. Gradbeni sektor je strateškega pomena za številne države po svetu, tako tudi za Slovenijo. Zagotavlja stavbe, infrastrukturo, ki jo potrebujeta preostalo gospodarstvo in pa družbo v celoti. V Evropski uniji gradbeni sektor zagotavlja 18 milijonov neposrednih delovnih mest in prispeva k približno 9% bruto družbenega produkta Evropske unije. Ustvarja nova delovna mesta, spodbuja gospodarsko rast in ponuja rešitve za socialne, podnebne in energetske izzive. Cilj Evropske komisije in tudi Slovenije je pomagati sektorju postati bolj konkurenčen, učinkovito izkoristiti vire, zagotavljati stabilne in predvidljive investicije in zagotavljati kakovostno in dostopno bivalno okolje tudi v Sloveniji. Danes slovensko gradbeništvo ponovno doživlja rast na vseh področjih, vendar se lahko trend rasti že v bližnji prihodnosti hitro obrne navzdol. Zato je pomembno, da se za razvoj trajnostnega gradbeništva vsi deležniki pravočasno usposobijo in pripravijo na nove izzive, katerim smo priča danes. Pomembno je, da gradimo kakovostno in da najnižja cena ni glavno merilo pri izboru, še posebej pri javnih naročilih. Gradbeništvo je neposredno in posredno povezano s številnimi drugimi gospodarskimi sektorji. Zato je pomembno, da so gradbene investicije stabilne in dolgoročno načrtovane. Eden bistvenih inštrumentov za trajnostno rabo naravnih virov in zmanjšanje emisij je tudi prehod na nizkoogljično podnebno nevtralno gospodarstvo, katerega pomemben del je tudi trajnostna lesena gradnja. Pri tem je ključnega pomena les, ki je naravno obnovljiv nizkoogljični material. Lesna industrija je dejavnost z visoko energetsko samooskrbo, zato sta rast in razvoj slovenske lesne industrije ter povečanje rabe lesa za Slovenijo strateškega pomena pri prehodu v nizkoogljično družbo, vzpostavitvi krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja. Gradnja z lesom je časovno hitrejša, energetsko učinkovitejša in bivalno prijaznejša od klasične gradnje. Les je poleg vode tudi naš edini naravno obnovljiv vir. Slovenija je za Finsko in Švedsko tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji in letno pri nas priraste skoraj 9 milijonov kubikov lesa. Slovenska lesna industrija beleži v obdobju 10-18 pozitivne trende. Povečuje prihodke od prodaje in sicer z 990 milijonov evrov na milijardo 300. Povečala se je dodana vrednost v lesni industriji iz 21 tisoč na 36 tisoč evrov na zaposlenega in od leta 2014 se je povečalo število zaposlenih iz 9700 na skoraj 11 tisoč delavcev v tej industriji.
Pred nami je pa še veliko priložnosti na področju primarne proizvodnje in lesene gradnje. Letno izvozimo 3,6 milijona kubikov lesa, doma pa pridelamo 1,7 milijona kubikov. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zato z različnimi aktivnostmi in sofinanciranjem projektov spodbujamo večjo rabo lesa tudi v gradnji. V obdobju 16-20 smo lesno industrijo in leseno gradnjo podprli v višini 15 milijonov evrov, kar pomeni, da smo sofinancirali 116 projektov. Za naložbe v lesni industriji in leseni gradnji bomo v prihodnje namenili še sredstva iz podnebnega sklada. K porastu gradnje lesenih stavb je prispevala tudi uredba o zelenem javnem naročanju, ki zavezuje investitorje k večji uporabi lesa v javnih stavbah. Od 2011 do 2018 se je povečalo število podjetij, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo, in sicer iz 40 na 90. Povečala pa se je tudi prodajna realizacija, in sicer za 153%. Ker so cilji, ki smo si jih zadali v okviru Evropskega zelenega dogovora, zelo ambiciozni, želimo povezati vse deležnike, predvsem gospodarstvo z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami na področju raziskav, inovacij, tehnološkega razvoja ter pri krepitvi znanj in usposabljanju kadrov. Cilje lahko dosežemo samo skupaj z izpolnitvijo zelenih zavez, sprememb poslovnih modelov in vrednostnih verig, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, zlasti pa s spodbujanjem pilotnih in vzorčnih projektov. Vsem udeležencem želim uspešen posvet, veliko uporabnih dogovorov, veliko odgovorov na izzive, razogljičenja z lesno oziroma leseno gradnjo. Najlepša hvala in uspešen dan vam želim. Hvala.